V galeriji Murska Sobota sta na ogled dve novi razstavi. Janez Bernik, slike iz zbirke galerije Antikvitete Novak, ki bodo na ogled v Veliki galeriji, in Endre Günther, Terra Panon. Umetnika in njuna dela sta predstavila kustosa razstav direktor galerije Murska Sobota dr. Robert Inhof in višja kustodinja Irma Brodnjak-Firbas. O Bernikovih delih je spregovoril še Franci Novak, vodja galerije Antikvitete Novak. Na novinarski konferenci pred odprtjem razstav del Janeza Bernika in Endreja Güntherja je najprej spregovoril direktor galerije Murska Sobota dr. Robert Inhof. V mali galeriji razstavlja domačin Endre Günther, v veliki galeriji pa predstavljamo slike Janeza Bernika iz galerije Antikvitete Novak in s tem tudi prav lepo med nami pozdravljam ustanovitelja galerije Novak, Francija Novaka, in Endreja Güntherja, umetnika, ki razstavlja v mali galeriji. Zdaj, v galeriji Murska Sobota smo se odločili, da bi nekako tudi našo ponudbo razvili in nadgradili s tem, da bomo stopili v stik in delali razstave s pomočjo različnih zasebnih galerij. Ena od takih galerij je galerija Novak. Nocojšnja razstava je rezultat tega sodelovanja in sem prav vesel, da razstavljamo dela Janeza Bernika, saj po njegovi veliki razstavi, ki jo je imel leta 2005, ni bilo nobene večje in pomembnejše razstave v Sloveniji. Po njegovi smrti 2016 pa nisem zasledil, da bi se kje njegova dela pojavljala. Zdaj, seveda poznate Janeza Bernika kot tistega umetnika, ki ima svoje dela v stalnih zbirkah, od newyorškega Museum of Modern Arta do londonske Tate Modern, do tokijskega nacionalnega muzeja. Zakaj je temu tako, se lahko prepričamo, ko pogledamo te slike. In te slike iz galerije Novak so časovno obsegajo dela od leta 1960 do leta 2003 in predstavljajo zelo jasen vpogled v umetnikovo ne samo izjemno kvalitetno ustvarjalnost, ampak tudi izjemno obširno ustvarjalnost. Bernik se je ukvarjal z slikarstvom, z risarstvom, z grafiko, z skulpturo in njegov opus je zelo obsežen. Vodja galerije Antikvitete Novak, Franci Novak, o zbiranju razstavljenih del Janeza Bernika. Jaz se vsem zahvaljujem, predvsem dr. Inhofu, da imamo možnost, da tukaj predstavimo del svoje zbirke. Zbirka, ki je nastala z tehtnim premislekom, saj iščemo in zbiramo slike povsod po svetu. Tukaj so slike, ki smo jih dobili v Ameriki, v Avstriji, v Italiji in levji delež v nemškem govorečem prostoru. Slike, ki so tu razstavljene, so, tako kot je rekel dr. Inhof, so prvič videne po dolgih letih. Izziv, ki smo ga imeli, ko smo videli pomembno razstavo v Moderni galeriji in smo rekli, tukaj manjka, tukaj je en del, ki ga ni, mi smo ga odkrili postopoma, iščemo slike, ne samo od Bernika, tudi od drugih avtorjev, jih iščemo postopoma, ko jih najdemo, jih probamo pridobiti za naš kulturni prostor, da jih vrnemo tja, kamor spadajo. Jaz vam zahvaljujem in lepo, da smo tukaj lahko. Hvala. Višja kustodinja Irma Brodnjak-Firbas je predstavila Terra Panon Endreja Güntherja. Endre se tokrat predstavlja že četrtič samostojno tukaj v naši galeriji po 13 letih. Nazadnje smo te tukaj gostili 2010. leta in fino je, da imamo zdaj spet priložnost videti, kaj si pa zdaj nazadnje ustvarjal. Namreč ta razstava se fokusira zlasti na njegov najnovejši cikel, slikarski cikel, ki je nastajal v malce nenavadnih, čudnih, negotovih časih, ko nas je presenetila korona. Torej, jedro te razstave so dela, ki so nastala od leta 2020 naprej.
Andreja ni potrebno posebej predstavljati. Domačin tukaj, Sobočanec je, velika večina ga pozna tudi kot nekdanjega tehničnega urednika, dolgoletnega na Vestniku, karikaturista tudi, sicer je pa po osnovni izobrazbi likovni pedagog, ampak v pedagoški sferi si zelo kratek čas deloval, bolj na začetku, ne, potem pa si hitro presedlal k Vestniku in k tehničnemu urednikovanju, ki pa mu je vendarle skozi ta skoraj 50 leti dolgo obdobje dopuščala ta služba, da ustvarja tudi avtorsko doma v ateljeju. In torej skozi teh 50 let njegovega ustvarjanja, odkar nastopa tudi v obliki razstav, je razvil en tak konsistenten, zelo obsežen opus in razvil je tudi to prepoznavnost. Ko gledamo njegova dela, vemo, da je to Endre, nezmotljivo je, nekako je njegov opus oziroma slikarski cikli znotraj njegovega opusa zelo organsko, zelo mehko prehajajo eden v drugega. Ni nekih, bi rekla, kontrapunktov v tem smislu, ampak gre za res zelo mehko prehajanje iz cikla v cikel. Pri tej razstavi bi izpostavila zlasti, če se zdaj malo primerjam z njegovimi začetki, ko je umetnik tudi še posebej opazno v okviru grupe 676 nastopil tukaj v Prekmurju. To je bilo 6 ustvarjalcev, 3 likovni pedagogi, pa arhitekt, fotograf, skratka grupa, ki je pomembno takrat, kot je že Ferjo Bal, naš pretekli direktor te galerije, takrat v tistem času omenil, da je ta skupina predstavljala pomemben most med ljubiteljsko in profesionalno likovno sfero. In takrat je Endre deloval zelo angažirano v smislu kritike takrat rojevajoče se potrošniške družbe in človeka v njem, ki se je nekako odtujil od samega sebe. Kar želim poudariti je to, da pri tej razstavi pride ta angažiranost spet na plan. Razstavi del Janeza Bernika in Andreja Gönterja si v galeriji Murska Sobota lahko ogledate do konca marca.